Mesec december je nedvomno čas prazničnih lučk, okraševanja, druženja in seveda tudi nakupovanja daril, ki se pogosto sprevrže v brezglavo trošenje. Za darila najpogosteje kupujemo gospodinjske aparate, elektronske naprave, kozmetiko. Koliko pa zanje v povprečju zapravimo, koliko nas v resnici stane praznični duh? 24 ur dejstva z Majo Sodja. Decembra nedvomno najbolj široko odpremo denarnice in za nakupe v trgovinah porabimo več denarja kot v preostalih mesecih. Trgovine so denimo v lanskem decembru zaslužile 12% več kot v preostalih mesecih, se pa očitno praznična potrošnja, ki je, kot vidite, po covidnem zaprtju leta 2021 dosegla vrh, počasi zmanjšuje. Koliko pa v povprečju zapravimo? Koga obdarujemo? Običajna decembrska gneča v nakupovalnih središčih. Ljudje iščejo, izbirajo, iz trgovin odnašajo polne vrečke. Mi dva med sabo sva zmenjena, ko približno dava za darila, drugače pa bolj kot ne malenkosti. Koliko pa je to, če smemo vprašati, koliko zapravite? Drug za drugega približno smo si dala mejo 100 evrov. Veste kaj, približno 50 evrov za vse. Koga pa vse obdarujete? V bistvu bolj kot ne ožje družinske člane. Kaj jim kupite? Najboljši, kakšen parfum, ali pa kakšen deodorant ali kaj takega, še malenkosti, pa še nogavičke zraven. Kaj je decembrski čas, malo pregledava sezname drug za drugega, kaj rabi kdo not. V decembru je nekje za darila ljudje namenijo okoli do 500 evrov. Pripoveduje vodja nakupovalnega središča, ki ima v tem zadnjem mesecu v decembru 20% več obiskovalcev kot sicer. V številkah to pomeni v povprečju 400 tisoč na mesec, v decembru pa skoraj pol milijona. Letošnje leto je en dan več delovni, ima 25 delovnih dni, prejšnje leto bo 24 dni, en dan predstavlja že to 4%, da rečem temu, obiska in tudi na koncu. V prvih 15 dneh tega meseca je oziroma še bo nakupovalo okoli 40% decembrskih potrošnikov, v zadnjem tednu 17, preostalih 43% se jih razporedi v vmesni čas. In kaj za darila najraje oziroma najpogosteje kupujemo? Decembra se prihodek najbolj poveča trgovinam, ki prodajajo elektronske in gospodinjske aparate za kar 35%. Na drugem mestu so trgovine s hrano, precej pa, sodeč po podatkih, za praznike kupujemo tudi parfume in druge kozmetične izdelke. No, nič od naštetega pa ni pod božičnim drevescem vplivnice mame 3 otrok Nine Grilc. Odprla nam je vrata družinskega ranča, kjer bo preživela praznike. Po izgubi moža Marka jih doživlja drugače. Jaz še po 4 letih v bistvu čutim to izgubo veliko bolj ob praznikih, sploh božič, ker je to družinski praznik. Bolj se zavedam tega, da sem sama. Jaz sem ful pristaš daril, ki vključujejo neke izkušnje ali pa da so vsaj na nek način uporabna. Tako da mi se bolj poslužujemo tega, sploh za rojstne dneve. Je pa res, da pač pri božiču nisem jaz tista, ki odločam, ampak božiček. Tako da tukaj se moram tudi jaz temu mečkam prilagoditi, ampak absolutno nimamo nobenih katalogov, nobenih takih stvari. V bistvu si otroci zaželijo eno stvar, tisto eno stvar, ki si jo ponavadi želijo že kar nekaj časa. Sred novembra preko spleta naročim točno tisto, kar so si otroci zaželeli. Tako da mi napišemo pisma božičku že zelo, zelo zgodaj. Se mi zdi, da se smisel božiča zgublja. Na koncu dneva materialne stvari ne nadomestijo ljubezni, časa in pozornosti. Slovenci smo sicer, tako pravijo podatki statističnega urada, pri nakupih v veselem decembru precej preudarnejši od večine prebivalcev preostalih članic Evropske unije. Lani smo bili izrazito pod evropskim povprečjem pri neživilskih nakupih, smo pa pri hrani povprečno mesečno prodajo presegli za 15%, a še vedno pod evropskim povprečjem. Poglejmo še, koliko po raziskavi finančnih svetovalcev zapravimo za darila. V povprečju za obdarovanje namenimo od 20 do 50 evrov na osebo ali manj, obdarimo pa med 5 in 15 ljudi.
Če kdaj, potem se decembra finančno spustimo izvajati. Za 24 ur dejstva pripoveduje strokovnjakinja za osebne finance Ana Vezovišek. Ker si rečemo, konec leta je, ne, če mi mora biti kdaj lepo, ne, mi mora biti zdaj lepo in če kdaj ne bom gledal na denar, zdaj ne bom gledal na denar. Tovrstna logika seveda ni najbolj pametna, december hitro mine, novega leta pa si verjetno nihče ne želi začeti z minusom na računu. Kot tudi ne, da za darila vzamete potrošniški kredit. Teh je bilo lani v decembru največ, za 135 milijonov več kot ob začetku leta. Zato je pomembno, da si za praznične nakupe določite, koliko denarja boste porabili, čeprav se mnogim rado zgodi tole. Zelo skrbno načrtujem, določam budžet, pa vedno prekoračam. Vedno prekoračite. Ne gre drugače. Vedno je dobro izhajati, koliko imam na voljo. Se pravi, govorimo najprej o skupnem znesku. 200 evrov za vse. In potem teh 200 evrov razdelim na število ljudi. In če je to 20, nič hudega, grem potem posameznikom nameniti določen znesek. In še to, pogosto ljudje kupujejo na popustih in v akcijah, a pozor, preverite, ali boste v resnici privarčevali ali le nasedli marketinškim trikom. Ne kupujem pa več toliko, ko se mi zdi, da je to kar taka obsesija ratala, pa te pol spodbujajo s temi popusti, pa niti niso več taka znižanja, kot so bila včasih. Kaj pa se v tem mesecu velikih pričakovanj v nas prebudi? Ljudje radi obdarujemo in smo radi obdarovani, poudarja psihologinja Andreja Poljanec, a ob tem opozarja, vse pogosteje se dogaja, da kupujemo brezglavo in čezmejno. Je to velikokrat povezano z občutki, da niso sami v sebi dost vredni, da imajo tak občutek malo osamljenosti ali pa ene take malo notranje praznine in potem darila ravno dobro prav pridejo, da ta občutek malo zapolnijo. Kar pa je problematično z tega vidika, da je to velikokrat bolj hipen občutek sreče, zadovoljstva. In še eno opozorilo, decembra bolj kot kdajkoli na potrošnike prežijo spletni tatovi. Spletnih prevar je bilo v prvem polletju letošnjega leta skoraj 3000, največ je še vedno investicijskih, na drugem mestu je tako imenovani phishing oziroma kraja podatkov, ki jih uporabljamo za vstop v spletno banko ali socialna omrežja. Na tretjem mestu pa prevare pri spletnih nakupih, skupne škode je bilo za 2,5 milijona evrov. Predvsem se je treba izogibati, res preveriti, recimo take ponudbe, ki so res izrazito ugodne in pa tudi takih, kjer nam odštevalnik kaže odštevanje časa, ker imamo občutek pritiska, da moramo res hitro kupiti, plačati, da se nam ne bo čas iztekel. No, podrobneje bomo o spletnih prevarah, o tem, kako jih prepoznati, pisali jutri na naši spletni strani, že danes pa na 24ur.com, kako med prazniki ne izgoreti, pač pa čas res posvetiti sebi in svojim.